Predsednik Združenih držav Amerike je pravkar Islamski republiki ponudil še eno rešilno vrv. Odpovedal je napade čez vikend. In to je, kako se je to zgodilo. Dobrodošli nazaj v Access of Truth. Sem Emily Schrader in ves prejšnji teden smo poslušali, kako predsednik Trump grozi z napadom na energetsko infrastrukturo islamskega režima, domnevno skupaj z Izraelom. Tukaj v Izraelu smo bili vsi pripravljeni na napade, ki bi lahko resno omajali sposobnost režima, da nadaljuje to vojno. Kar je točno to, kar si režim želi. Ampak kot običajno, v zadnjem možnem trenutku je predsednik Trump popustil in odpovedal napade ter napovedal, da jih preklicuje, ker sta mu Pakistan in Katar zagotovila, da je dogovor tik pred vrati. Dogovor, za katerega je trdil, da bo v celoti ponovno odprl Hormuško ožino, kar se ni zgodilo, in enkrat za vselej končal jedrsko grožnjo režima, kar se prav tako ni zgodilo. Razen da, kot v filmu Neskončni dan, Donald Trump znova pada v isto past, saj ne razume, kakšno sporočilo dejansko pošilja režimu. Oni ne spoštujejo njegovih razlogov. Oni ne spoštujejo razuma. Spoštujejo silo. Spomnim vas, da je le nekaj ur pred to napovedjo isti režim dobesedno grozil, da bo izraelska plinska polja spremenil v pepel, če bi se napadi nadaljevali. Mediji, povezani z IRGC, so že objavili sezname tarč, ki natančno prikazujejo, katere energetske objekte v Izraelu, Saudski Arabiji, Katarju, Kuvajtu, Bahrajnu in ZAE lahko dosežejo njihovi izstrelki. Poleg tega so kuvajtske zračne obrambe pravkar prestregle iranske drone, usmerjene proti njihovi državi. Napad, za katerega režim sploh ni želel prevzeti odgovornosti. Saj bi priznanje tega uničilo zgodbo, ki jo prodajajo Beli hiši, da so čudežno pripravljeni biti razumni. Resnica je, da so se režim in njegovi islamistični, dvolični, strahopetni, pokvarjeni partnerji v Pakistanu in Katarju ponovno z govoričenjem izognili napadu, ki se ga je režim smrtno bal. In ponovno, predsednik Združenih držav Amerike jim je to dovolil. Ali nam ni tega že dovolj? To še ni prvič ta mesec, da je predsednik Trump naredil kaj takega. In razlogi so vedno slabši. Julija, po 13 zaporednih nočeh bombardiranja, je Trump nenadoma ustavil večjo zaostritev in trdil, da si režim želi pogajanj. Ne, niso se hoteli pogajati, vendar je isti teden v javnost prišla zgodba, da Pentagon prehitro porablja zalogo prestreznikov raket. In komu ta zgodba koristi? Ja, islamskemu režimu v Iranu. Teheran bere iste časopise kot mi. Ko so ameriški uradniki medijem razkrili točen obseg našega pomanjkanja prestreznikov, so režimu dali načrt, koliko raket in dronov bi bilo potrebnih, da preplavijo našo obrambo. Ampak hej, nekdo v Washingtonu je odločil, da je vredno to povedati na glas. Medtem pa se v Beli hiši izgovori kar naprej spreminjajo. Najprej je šlo za mir. Potem je Axios sporočal, da je bil premor zato, ker je prejšnji val napadov že, citiram, dosegel svoj cilj zmanjšanja iranske zmožnosti ogrožanja ladijskega prometa. Vemo, da se to ni zgodilo. In zdaj ta konec tedna je razlog ta, da je Teheran obljubil velik dogovor glede Hormuza in jedrskega programa. To so 3 različni izgovori v manj kot enem tednu za isto odločitev predsednika Trumpa, da se umakne. Mislim, da je zato Trumpa nekaj kritikov poimenovalo taco, kar pomeni Trump always chickens out, oziroma Trump se vedno umakne. TACO. Osebno ne verjamem, da ima pravi razlog kakršnokoli zvezo s številom izstrelkov. Mislim, da vedno znova odlaša, ker resnično verjame, čeprav napačno, da lahko sklene dogovor z nekom iz režima. Ampak bodimo glede tega jasni. Nobena frakcija v režimu ni resno pripravljena žrtvovati svoj obstoj kot režim. In tudi, če bi bila, sta Vahidi in IRGC tista, ki sprejemata odločitve. Režim rad prodaja mit o zmernežih zahodnim pogajalcem, ker tako Zahodu ponudi nekoga, v katerega lahko polaga upe. Predsednik, zunanji minister, vrhovni vodja, IRBC, vsi so isti. So isti režim z istim ciljem. In ta cilj nikoli ni bil sobivanje. Če Donald Trump res misli, da je tukaj mogoče skleniti dogovor, potem v osnovi ne razume, kaj ta režim je. Iskanje dogovora je slepa ulica. Vedno je bila slepa ulica. In vsakič, ko se pretvarjamo, da ni tako, jim dajemo več časa. In rezultati na terenu so prav tako vedno enaki. Režim lahko še naprej vlada, kar pomeni več mrtvih Irancev, saj ceno za oklevanje Washingtona nikoli ne plačajo uradniki, ki sprejemajo te odločitve. To so navadni Iranci in tudi ostali ljudje na Bližnjem vzhodu, ki jih ta režim še naprej preganja. V primeru Irancev še naprej izvaja usmrtitve. In če govorimo o usmrtitvah, vsak dan, ki mine, je več Irancev usmrčenih. Ta teden je bil 19-letni Arvin, ki so ga aretirali med januarskim uporom. Režimsko sodišče ga je obsodilo zaradi, citiram, vojskovanja proti Bogu. In pretekli konec tedna so ga obesili v zaporu na severu Irana.
Najstnik je bil usmrčen, ker se je udeležil protesta. In potem danes zjutraj sta bila še dva, Omid Bezat in Purija Savat, skrivaj usmrčena ob zori. Oba so aretirali med 12-dnevno vojno in obsodili zaradi vohunjenja za Izrael. Brez sojenja, brez javnega sojenja, brez obvestila, ničesar, razen potrditve režimskega sodstva, da so jih že usmrtili. To se dogaja zdaj, danes, medtem ko snemam to oddajo. Le nekaj dni pred tem je ves svet videl, kako te usmrtitve v resnici potekajo. Saj smo v Isfahanu videli stotine ljudi, ki so se zbrali pred zoro in poskušali preprečiti obešanje dveh mladih moških. Oba sta bila obsojena na smrt zaradi sodelovanja na januarskih protestih v Isfahanu in na trgu Ali Hameneja. Posnetke z tega trga je težko gledati. Množica stoji v temi in silam IRGC vzklika sramota, ter jih prosi, naj se to ne zgodi. Varnostne sile pa so namesto tega nasilno razgnale proteste in nato vseeno obešale oba moška javno na trgu. In to je celoten namen teh javnih usmrtitev. To je predstava in občinstvo so vsi Iranci, ki gledajo. Zdaj želim, da razumete, da nič od tega ni osamljen primer. Samo julija je režim usmrtil vsaj 67 zapornikov. 9 od njih političnih zapornikov in zapornikov vesti. In nekaj v zvezi s to številko bi vas moralo res prestrašiti. Saj je bilo od teh 67 uradno objavljenih le 8. Ostale so izvedli na skrivaj, brez obvestila družini, brez zadnjega obiska. Preprosto so izginili. Zdaj je tožilstvo v Teheranu celo napovedalo kazenski pregon proti vsakomur, ki javno obsodi te usmrtitve. Že zdaj je na desetine drugih protestnikov tik pred usmrtitvijo. Zdaj to povežite z vsem, kar smo pravkar predstavili v prvi zgodbi. Saj se ta val usmrtitev ne dogaja kljub temu, da Washington popušča. Dogaja se prav zaradi tega. Represija znotraj Irana postaja hujša, ne boljša. Vsakič, ko ta režim sklene, da bo preživel. Ko Donald Trump odpove napad zaradi dogovora, ki se seveda nikoli ne bo uresničil, ko se grožnja resničnih posledic vedno znova umakne v zadnjem trenutku, tega mulah ne razumejo kot povabilo k zmernosti. Razumejo to kot dovoljenje za obračun z nasprotniki. Režim, ki verjame, da bo preživel vsak pritisk, ki je nanj izvajan, ima vse razloge, da obesi čim več prič januarskega upora, preden ga kdo prisili, da preneha. In to je vzorec. Šibek pritisk iz Washingtona ne prinaša varnosti Irancem, prinaša samozavest režimu. Iranci pa za to samozavest plačujejo na vislicah na trgu Alija Hameneja v Isfahanu. In zdaj se pogovorimo o tem, kdo se usposablja, da bo isto ideologijo prenesel v naslednjo generacijo, saj to ne ostaja znotraj meja Irana. Čas je za dobro, slabo in grdo. In kot vedno, da končamo v pozitivnem duhu, začnimo s slabo zgodbo tedna in končali bomo z dobro. Najprej najpomembnejše. Včeraj so se pojavili grozljivi posnetki neke vrste poletnega tabora palestinskega mladinskega gibanja v Združenem kraljestvu. Poglejte si to. Prevod. Torej, ti domnevno britanski otroci v nekakšnem poletnem taboru so spodbujani, da vzklikajo "strli bomo cionizem" in "mladi vstanite, naša revolucija je arabska revolucija". Resno? Najbolj noro pri vsem tem je, da to ni naključno dejanje obrobne skupine. Gradiva palestinskega mladinskega gibanja zavezujejo njegove člane k nacionalni osvoboditvi in vrnitvi, ter seveda zavračajo kakršnokoli normalizacijo z Izraelom. Prav tako so se vse bolj začeli pojavljati na univerzitetnih kampusih po vsem zahodnem svetu. Ta posnetek, ki bi moral vznemiriti vsakogar, je neposreden rezultat gibanja, ki je svojo celotno identiteto zgradilo na tem, da naslednjo generacijo uči, da sta islamska nadvlada in palestinsko zavračanje sobivanja z Izraelom dobra stvar. To je ogaben posnetek in točno tako izgleda indoktrinacija mladih za življenje, polno sovraštva. In to se dogaja prav zdaj, v Veliki Britaniji, v angleščini. In ko smo že pri Angliji, pojdimo še v Oxford, ker je ta primer res nekaj posebnega. Junija, noč preden sem tam debatirala tudi sama, je Oxford Union organiziral debato o tem, ali je Zahod upravičeno sumničav do islama, ker so Tommy Robinson, Lawrence Fox in Jonathan Sachar Doty zagovarjali predlog. V opoziciji smo videli študentko iz Oxforda, Aisho Khan Aziz, ki je vstala in v bistvu grozila Tommyju Robinsonu ter povedala, kako je velikodušna predsednica, muslimanska predsednica Arwa al-Rais poskrbela, da bo varen. Sicer bi bil, citiram, dobesedno pečen zaradi nasilne islamistične množice zunaj.
Poglejte si. Stephen Yaxley Lennon, ki ga njegovi huligani poznajo kot Tomija Robinsona. Steven, zunaj je množica, ki nocoj povzroča izgrede proti tebi. In brez zaščite in velikodušnosti muslimanskega palestinskega predsednika ter večinoma južnoazijskega izvršnega odbora bi bil dobesedno pečen. Takoj je dvorana zaploskala. Dobesedno so ploskali ženski, ki je trdila, da je sumničavost do islama neracionalna, medtem ko je gostu rekla, da bi bil brez varnosti pečen, ker kritizira islam. Ni niti potrebovala Robinsona, da bi predstavila svoj primer, ker je hotela le sebe pred kamero in je zato čudno prejela aplavz. Seveda je predlog še vedno padel. 57 proti 41 Oxford Union. Ampak koga sploh zanima glasovanje? Dobesedno je sama sebi dokazala, da nima prav. Moram pa reči, da so zagovorniki predloga opravili odlično delo. In Oxford Union dejansko 6 tednov ni želel objaviti posnetka, dokler ni Jonathan objavil svoje različice. Je to tisto, kar so želeli skriti? Tukaj pa postane stvar nekoliko osebna, ker sem, kot sem rekla, že naslednjo noč na istem združenju sodelovala v debati o predlogu, da Izrael nikoli ni resnično želel miru s Palestino. Tisto noč sem zaradi prejetih groženj potrebovala tudi zasebno varnostno spremstvo. Tudi jaz sem doživela enako pristransko občinstvo, enak vzor in isto Arwa El Rais, predsednico združenja, ki je zagovarjala stališče, da Izrael nikoli ni želel miru. Pa vendar moja debata še vedno ni bila objavljena. Zanimivo, kaj ne? Sprašujem se, kaj želijo skriti. V vsakem primeru bom o tem povedala več, ko bodo končno naložili posnetek, ampak nekaj mi pravi, da se jim ne mudi. No, prejdimo k naši dobri zgodbi. Zadnji in zagotovo ne najmanj pomembni. Ta je prav tako iz debate na Oxford Unionu. Mislim, da je najboljši trenutek tistega večera v Oxfordu prišel od Lawrencea Foxa. In vredno si je vzeti čas, da si ga podrobneje ogledamo. Dajmo to povedati naravnost. Prav 78% britanskih muslimanov verjame, da nobena publikacija ne bi smela objavljati slik Mohameda. Zahod bi se moral islamu najbolj odločno upreti, že samo na podlagi svobode govora. Torej, tukaj imamo ta karikatura, kaj ne. In je čas, da pokažem, da se ne bom podredil. Ne bom se držal verskih zakonov oddaljenih krajev. Moja žena me je prosila, naj tega ne pokažem, ker se boji posledic v naši družini. Vendar sem ji rekel, da če tega ne naredim, sem se že podredil islamu. Torej, tukaj smo. Ali ni dovolj to? Ali ni dovolj, da je bila polovica ekipe, ki vas je povabila na to razpravo, muslimanske ženske, ki so želele slišati vaša stališča in vaše argumente? Ali ni dovolj, da sem vas jaz, kot muslimanska predsednica, povabila v to dvorano, da predstavite svoje argumente? Ali to ni dovolj utemeljitev in dokaz, da verjamete, da resnično verjamemo v svobodo govora? Ne bi postala predsednica Društva za svobodo govora, če ne bi bilo tako. Hvala. Gospod, no, ali smem? Najlepša hvala. Ali smem dokončati? Opustite. Ker je bilo postavljeno proceduralno vprašanje, bom prisluhnil naslednjemu funkcionarju. Že dolgo nisem bil v tej dvorani in nisem več poznal pravil na pamet. V spodnjem domu in zgledujemo se po spodnjem domu. Rekviziti niso dovoljeni. Sprašujem se, ali je pravilo o rekvizitih enako tudi v Oxford Union. Torej bom odločil o postopkovnem vprašanju. Ni nobene ovire v pravilih hiše glede uporabe rekvizitov. Vendar pa bi gospoda Foxa spodbudil, naj predstavi svojo točko in nadaljuje. Bil sem, dokler ni bilo postopkovnega vprašanja. Zato v tem duhu ne bom popustil, ampak vam to pokažem kot Anglež, ki verjame v svobodo govora. Ne bom popustil. Ne bom se priklonil. Poglejte odziv v dvorani v trenutku, ko Fox reče, da bo pokazal podobo Mohameda. Cela dvorana zmrzne. Ljudje ga začnejo prekinjati, ga prosijo naj preneha. Nenadoma se začnejo sklicevati na pravila o tem, ali so rekviziti sploh dovoljeni. Pravzaprav mu ni bilo treba ničesar pokazati. Že sama grožnja s tem je bila dovolj, da je utišala vso dvorano, ki so ves večer vztrajali, da Zahod nima razloga za skrb. In prav to je celoten argument. Dokazano, ne da bi moral sploh dokončati stavek. Ni mu bilo treba zmagati v debati točko za točko. Samo pokazati je moral na risbo, dobesedno risbo, in opazovati, kako vsa dvorana v realnem času potrdi, da je bogokletstvo nekaj, česar bi se ljudje morali bati na združenju, posvečenem svobodi govora. Res, ne moreš imeti svobodne družbe, kjer bogokletstvo sploh obstaja kot koncept, kjer soba polna visoko izobraženih odraslih ljudi paničari ob ideji karikature. Fox je to dokazal v nekaj minutah, tako da je občinstvo prisilil, da je to dokazalo namesto njega. Res lepo upravljeno, Lawrence Fox. Dobro upravljeno.
In to je vse za ta teden. Sledite mi na X ali Instagramu pod imenom Emily K. Schrader. Do takrat pa se vidimo naslednji teden v Access of Truth na Janusu.